Ob otroškem portretu, ki ga je Matevž Langus naslikal leta 1848, se morda najprej vprašamo, čigave oči so se zazrle v nas. So to oči deklice ali fantka? Po pričeski sodeč in po barvi oblačila gre za podobo deklice. Po drugi strani pa je lesen konjiček od nekdaj veljal za fantovsko igračo. Matevž Langus, ki je v Prešernovem času veljal za enega osrednjih ljubljanskih, predvsem otroških portretistov, je gotovo upošteval tudi biedermajerska oblačilna pravila. Ta so določala, naj bodo vsi otroci nekako do starosti 5 let oblečeni v enaka, dekliška oblačila. V resnici nam edino konjiček namiguje, da je pred nami podoba dečka. Podatki, ki smo jih leta 2000 pridobili skupaj s sliko, nam to potrjujejo in vemo, da je na sliki upodobljen 5-letnik Karl Huml mlajši. Njegov portret je zanimiv predvsem z oblikovnega in vsebinskega stališča, saj nam odkriva razmerje takratne družbe do otrok. Deček je upodobljen celopostavno pred prepoznavno veduto Ljubljane. In če vemo, da je Langus naslikal pred domala enakim ozadjem tudi podobo adolescenta Petra Kozlerja v 3/4, pa tudi podobo odraslega moža Adama Heinricha Hona v dopasnem izrezu, potem lahko sklepamo, da je izbira celopostavnega izreza v primeru Humlovega otroškega portreta namigovala na favoriziran status, ki ga je otroštvo pridobivalo v 19. stoletju. Sčasoma namreč to ni bilo mišljeno samo kot nepomemben prehod v odraslost, pač pa kot radoživo obdobje, ki ga je vredno ohraniti v spominu. In na spominsko naravo portreta namigujejo tudi spominčice v spodnjem desnem in levem kotu slike. Ob njih lahko prepoznamo še nekatere rumeno-cvetne spomladanske cvetlice, ripečo zlatico, regrad, morda celo liste kalužnice. Vse te rastline po svoje izkazujejo vitalistično simboliko, kot jo poznamo z romantičnih otroških portretov. Ob dečkovih nogah pa lahko zasledimo še eno zanimivo, danes zaščiteno barjansko rastlino, ki je, kot kaže, pritegovala pozornost že pred 2. stoletjem. Za katero cvetlico gre, pa boste lahko ugotovili sami ob ogledu slike v stalni zbirki Narodne galerije.